Molitev Oče naša je najbolj pogosta v našem življenju in ko se danes spominjamo domobrancev, vseh žrtev totalitarnih in avtoritarnih režimov, ljudi, ki so zaradi tega tako ali drugače trpeli, lahko rečemo, da jim je bila tudi ta molitev spremljevalka v tistih najhujših in najtežjih trenutkih njihovega življenja. In na en poseben način se ravno v svojem nebeškem očetu in v molitvi k njemu srečujemo z vsemi temi. Molimo, kakor nas je učil moliti naš Gospod. Oče naš, ki si v nebesih, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Popolni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir naj bo vedno z vami. Če ne bi imeli v sebi tega Božjega daru miru, ne bi mogli prenesti vsega težkega in hudega v svojem življenju. To težko in hudo bi se množilo z našim maščevanjem, z sveto, tačno in drugačno, v mislih in v dejanju. Ker pa nas napolnjuje Božji mir, pa lahko vedno, kadarkoli drug drugemu sežemo v roko s pozdravom miru in sprave. Yes.
ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem greha